Kdo je favorit? Težko zdaj, z vidika nekih izkušenj in tako definitivno Inter, glede na to, kako se znajo Italijani postaviti in nekako, da so Italijani takrat, ko je najtežje, najbolj pomembno, da so najboljši. Če gledamo pa z vidika neke, mogoče tudi, sam bi rekel, neke individualne kvalitete, neke hitrosti, je pa ima Pariz po tej strani neke možnosti. Za mene pač ni nekega favorita, ker res bo po mojem neka dnevna forma. En Inter ima še v petek, nekaj v igri in spet neko razočaranje. Po pokalu in to, jaz mislim, da iz tega vidika zna biti breme, ker pa še koliko ti si kiksnul na 3 frontah, pač na odločilnih mečih. Torej, ajde, pustimo, v pokalu so v polfinalu leteli proti spet najbolj gorečem rivalu. Pol imaš državno prvenstvo si izgubil na zadnjo kolo. Pač ok, niso imeli v svojih rokah, ampak vsem. Pa tle boš zdaj imel spet to šan. In tle, z vidika neke razbremenjenosti tega, kaj da se ne bo spet ponovil to, je PSG veliko boljšem psihološkem. Moj zagovor Interju v smislu osvajanja je ta, da je pač to ena ekipa res izkušenih možakarjev. To niso fantje, to niso otroci pri Barsi, ampak to so možje, ki imajo otroke, ki se zavedajo, da je to verjetno njim res zadnja priložnost. Se pravi, slej ko prej gre pričakovati, da bo ta ekipa Interja prišla do neke prenove, verjetno že po tej sezoni, in iz tega vidika si te fantje, ta ekipa, ta klub zasluži to lovoriko Lige prvakov, ker so konstantno v vrhu italijanskega fuzbala, drugič v 3 letih igraš finale Lige prvakov in imaš ta magični moment v tej letošnji sezoni. Tam je blizu, tam je bil všeč, ta argument je močan.